Najprej lep pozdrav vsem, moje ime je Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta. Vodim projekt pomoči izbrisanim prebivalcem Slovenije, ki ga financira Open Society Institute iz Budimpešte. Ta projekt izvajamo od lanskega leta in bo trajal še 2 leti. Omogoča pa nam, da smo dnevno v stiku z izbrisanimi, da jim pomagamo pri razreševanju njihovega statusa in drugih težav, ter da spremljamo to stanje, se pravi, da spremljamo situacijo tudi na sistemskem nivoju. Želela bi poudariti, da se strinjamo z vsem, kar je bilo doslej rečeno, da podpiramo vse, kar je bilo rečeno. Še posebej bi pa želela izpostaviti zahteve izbrisanih, ki jih imajo napram oblastem. In sicer zelo pomembno je, da se izvede neodvisna preiskava izbrisa, da se izvede preiskava o tem, kaj se je dejansko zgodilo, ker je v tem v javnosti danes zelo malo pravih informacij, in da se izvede preiskava o tem, kakšne posledice so izbrisani utrpeli, da se končno vidi, na kakšen način je izbris na posameznike vplival. Nadalje, pomembno je vsem izbrisanim vrniti statuse za nazaj, se pravi retroaktivno, kar je najlažje narediti tako, da se enostavno vzpostavijo evidence stalnega prebivalstva za izbrisane osebe, kot so obstajale dan pred izbrisom. In tretja zahteva pa je, da se celostno popravijo krivice, da se vzpostavi stanje, kakršno je bilo prej, če pa to ni mogoče, pa da se zagotovi neka pravična kompenzacija izbrisanim, ki so utrpeli škodo, in da se vsaj na ta način zagotovi neka institucija njihovega statusa in stanja. V tem tednu Mirovni inštitut organizira oziroma sodeluje pri nekaj dogodkih skupaj z drugimi organizacijami, katerih predstavniki sedijo za to mizo. Še posebej bi želela izpostaviti, danes večer imamo informiranje za predstavništva tujih držav v Sloveniji, torej za tuje ambasade. V četrtek ob 5, torej ob 17 in ne ob 18, kot piše v programu, prišlo do napake, organiziramo okroglo mizo Mediji in izbris. Kot veste, mediji igrajo ključno vlogo pri tem, da informirajo javnost o izbrisu in o tem želimo nekaj več povedati na tej specializirani okrogli mizi, ki bo ob 17 v KUD-u France Prešeren v četrtek. In pa v petek sodelujemo na tiskovni konferenci ob izidu časopisa za kritiko znanosti, posebne številke, ki je posvečena izbrisu. Toliko z naše strani. Smo pa na voljo še za vprašanja kasneje.